Lep pozdrav, sem Maša Vozlič, po izobrazbi sem magistra farmacije in v današnjem predavanju vam bom predstavila raziskovalno delo, ki sem ga v okviru svoje magistrske naloge opravljala na Inštitutu Jožef Stefan na oddelku za sintezo materialov ter na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo. Delo je potekalo pod mentorstvom docenta dr. Lovra Žiberne in izredne profesorice dr. Darje Lisjak. Sodelovali pa smo tudi z drugimi strokovnjaki Inštituta Jožef Stefan, Medicinske fakultete ter Akademije znanosti Češke republike. Za opravljeno delo sem v letu 2021 prejela Krkino posebno pohvalo za raziskovalne dosežke in Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. V sklopu svojega magistrskega dela sem se osredotočila na nanodelce, ki izkazujejo poseben tip fluorescence, torej fluorescenco z energijsko pretvorbo navzgor. Več o tem bom razložila v nadaljevanju. In preučevala sem, kako bi lahko te nanodelce, ki imajo določen potencial za uporabo v namene zdravljenja, naredili dovolj varne, hkrati pa ohranili njihovo učinkovitost, da bi jih morda nekoč lahko uporabljali tudi na ljudeh. Zdaj, preden zaidemo v podrobnosti raziskav, bi vam rada na hitro predstavila, kaj nanodelci sploh so. Verjetno večina ob besedi nanodelci pomisli na nekaj strašno majhnega, na nekaj, česar s prostim očesom ne vidimo, potem pa se zatakne. Ljudje si zelo težko predstavljamo tako majhne stvari, ki jih ne vidimo, kaj to pomeni. Veliko kot atom, večje, manjše. In če pogledamo tole shemo, vidimo, da v bistvu obstaja kar nekaj stvari, ki so manjše od nanodelcev. Se pravi, med njimi je na primer molekula vode, tudi molekula glukoze in sem spada tudi večina ostalih zdravilnih učinkovin, ki jih uvrščamo pod male molekule. Nanodelci pa so velikostnega razreda tam nekje med protitelesi in virusi, kar si po 2 letih epidemije verjetno malo bolje predstavljamo. Bakterije in človeške celice so od nanodelcev večje približno 10-krat do 100-krat, medtem ko je teniška žogica približno milijonkrat večja od nanodelca. Še ena shema za primerjavo. Zdaj, če bi si predstavljali, da so nanodelci veliki kot nogometna žoga, potem bi bil ta novozelandski ptiček kivi tako velik kot planet Zemlja. Da še na hitro razdelimo nanodelce glede na njihovo kemijsko sestavo. Čeprav so tako zelo majhni in očem nevidni, poznamo že veliko različnih vrst nanodelcev, ki jih v grobem ločimo glede na kemizem. Med organske nanodelce uvrščamo nanodelce na osnovi micelov, liposomov, različnih polimerov in njim je skupno to, da imajo ogrodje iz organskih spojin. Poznamo pa tudi anorganske nanodelce. Pri teh so del osnovne strukture elementi, kot so zlato, železo, mednje pa uvrščamo tudi z lantanidi dopirane nanodelce, s katerimi smo se raziskovalno ukvarjali mi. Od osnovne strukture nanodelcev in od elementov, ki jih sestavljajo, so odvisne lastnosti nanodelcev ter posledično tudi možnosti njihove uporabe. Na tej točki si lahko postavimo vprašanje, zakaj se v zadnjem času toliko posvečamo tem novim materialom, če pa so še tako neraziskani in potencialno škodljivi tako za okolje kot tudi za človeško zdravje. Morda te male, dobre stare molekule niso več zadovoljive. Stvar je v tem, da v svetu, kjer se nenehno pojavljajo težnje po razvoju hitrejših, bolj natančnih in bolj učinkovitih sistemih, imajo nanodelci kot inovativni material marsikatero prednost pred klasičnimi spojinami oziroma zdravilnimi učinkovinami. Nekaj njihovih lastnosti izhaja že iz njihove edinstvene velikosti in oblike ter sestave, ki jo lahko prilagajamo glede na naše potrebe. Nanodelce pa lahko nadaljnje tudi površinsko modificiramo, torej na njihovo površino pripenjamo različne molekule oziroma spojine, zaradi katerih imajo potem nanodelci specifičen mehanizem delovanja. Za uporabo v imunoterapiji lahko na njih vežemo protitelesa, antigene, lahko jih označujemo z različnimi označevalci, na primer fluorofori.
Nanje lahko vežemo spojine z določeno funkcionalno skupino, da zagotovimo tarčno delovanje na določenem mestu v telesu oziroma zagotovimo ustrezen površinski naboj nanodelcem. Še ena možnost pa je vezava molekul, ki imajo funkcijo zaščite nanodelcev pred vplivi okolja, in to smo izvedli tudi v sklopu našega raziskovalnega dela. Tako, nekaj osnov o samih nanodelcih in njihovih lastnostih smo do zdaj že spoznali. Zdaj pa bi vam rada podrobneje predstavila še nanodelce, ki smo se jim tekom mojega magistrskega dela bolj posvetili. Raziskovali smo nanodelce na osnovi natrijevega itrijevega fluorida, torej anorganske nanodelce, katerih povprečen premer je tam med 15 in 50 nanometri. Zanje je značilna velika specifična površina, zaradi česar imajo takšni nanodelci drugačne fizikalno-kemijske lastnosti, kot bi jih imeli kot posamezne molekule. Njihova struktura je sestavljena iz kristalnega ogrodja natrijevih, fluoridnih in itrijevih ionov ter iz dopanskih ionov lantanoidov, kot so iterbi, tuli ali erbi. Ti elementi so verjetno večini malo slabše poznani. Gre za elemente iz tistega tankega traku na periodnem sistemu, ki ga v osnovni in srednji šoli pri kemiji zelo radi preskočimo. Iskreno pa se tudi na fakulteti nismo pretirano ubadali z njimi. So pa zanimivi, ker omogočajo en poseben proces fluorescence, o katerem bom več povedala čez minuto. Na tem mestu bi povedala samo še, da se lahko ti nanodelci glede na tip sinteze razporejajo v različne kristalne strukture. S solvotermalno sintezo navadno dobimo nanodelce s kubično kristalno strukturo, to je na tej sliki. Sintezo z visokotemperaturnim preobarjanjem pa navadno dobimo nanodelce s heksagonalno kristalno strukturo, kar prikazuje ta slika. Načeloma velja, da heksagonalna struktura omogoča boljše optične lastnosti nanodelcev, torej bolj intenzivno fluorescenco, ter je pri sobni temperaturi termodinamsko stabilna. Je pa sinteza takšnih nanodelcev malo bolj zahtevna, saj poteka pod ostrejšimi pogoji. Zdaj se bom na hitro dotaknila glavnega aduta nanodelcev na osnovi natrijevega itrijevega fluorida, dopiranih z lantanidi. In to je omogočanje fluorescence z energijsko pretvorbo navzgor, oziroma s tujko, morda bolj prijazen izraz, up conversion. Torej v nasprotju s klasično fluorescenco, o kateri smo se veliko učili v šolah, gre tu za ravno obraten proces. Tu nanodelce vzbujamo svetlobo, ki ima nižjo energijo in krajšo valovno dolžino kot svetloba, ki jo ti delci kasneje emitirajo, torej sproščajo. Ta proces omogoča dejstvo, da so energijski nivoji dopanskih ionov iterbija ter erbija oziroma tulija tako blizu skupaj, da omogočajo učinkovit energijski prehod. Po vzbujanju svetlobo bližnje infrardečega spektra najprej nanodelci iterbija preidejo v vzbujeno stanje, nato pride do energijskega prenosa in potem še ioni erbija oziroma tulija preidejo v vzbujeno stanje. Ob vračanju nazaj v osnovno stanje pa se sprošča svetloba, značilne barve za posamezen element. Pri erbiju je to zelena in rdeča svetloba, pri tuliju pa modra. To se potem zelo lepo vidi tudi pri eksperimentalnem delu. Kivete, v katerih se nahaja vzorec, se obarvajo take lepe modre oziroma malo manj lepe rjave barve. Tako sposobnost tega tipa nanodelcev, da ob vzbujanju svetlobo bližnje infrardečega spektra tako lepo opisano zasvetijo, predstavlja potencial za njihovo uporabo predvsem v medicinski diagnostiki. Tam bi se lahko uporabljali kot kontrastna sredstva pri različnih slikanjih, kot so računalniška tomografija, magnetna resonanca, ter tudi pri inovativnem pristopu teranostike. Zdaj pri zagovoru moje magistrske naloge so se moji družinski člani precej nasmejali temu izrazu. Povprečen Slovenec ga verjetno na prvo žogo asociira na kakšno kraško rujno kapljico. V resnici pa gre za pristop, kjer sta v enem koraku združena tako diagnostika kot tudi terapija. Torej nanodelce lahko hkrati uporabimo
za detektiranje, naprimer tumorskega tkiva, hkrati pa tudi kot dostavni sistem, ki do tega tumorja pripelje učinkovino, in v enem koraku imamo tako rešena dva problema. Zdaj si pa verjetno predstavljate, kako bi to združevanje z eno aplikacijo ob enem obisku zdravnika olajšalo zdravljenje in skrajšalo čakalne vrste. Žal pa je do tja še kar dolga pot. Potrebno je dokazati, da so nanodelci zares varni in učinkoviti. Potrebno je opraviti še mnogo tako in vitro študij v eprovetkah, kot tudi in vivo na živalskih sistemih, da bi res dobro razumeli obnašanje nanodelcev v telesu in skrbno pretehtali njihove koristi in tveganja. Glavni izzivi glede na dosedanje raziskave pri tem tipu nanodelcev so namreč dokazano raztapljanje nanodelcev v vodnih medijih in njihova vprašljiva stabilnost. Zdaj tako, tale diapozitiv je namenjen za primerjavo, kako se v grobem koristi in tveganja primerjajo že z obstoječimi organskimi fluorofori. To so spojine, ki se že dlje časa uporabljajo v medicinski diagnostiki. In eden glavnih problemov pri klasičnih fluoroforih je dejstvo, da je za ekscitacijo, torej vzbujanje, potrebna svetloba ultravijoličnega spektra, ki je za razliko od svetlobe bližnje rdečega spektra škodljiva za biološka tkiva. Ne smemo ji biti izpostavljeni predolgo, kar vam je verjetno znano iz reklam za sončne kreme. Poleg tega pa v ultravijoličnem območju fluorescira tudi mnogo drugih spojin elementov, ki so naravno prisotne v tkivih. To in pa široki emisijski spektri lahko povzročijo težave pri ločevanju posameznih komponent vzorca. Tvegamo torej, da s tem postopkom ne zaznamo le tistega, kar smo označili s fluorofori, temveč cel kup ostalih stvari, ki se pač nahajajo v vzorcu. Poleg tega so klasični organski fluorofori nagnjeni k bledenju, tako da je časovno okno za detekcijo relativno kratko. Čeprav imajo nanodelci, ki izkazujejo fluorescenco z energijsko pretvorbo navzgor, mnogo, vsaj teoretičnih prednosti, pa njihova glavna slabost zaenkrat ostaja raztapljanje v vodnih medijih. In zdaj, kaj je glavni problem tega raztapljanja, zakaj bi lahko bilo škodljivo? Ob raztapljanju bi se iz nanodelcev lahko sproščali njihovi sestavni deli, torej ioni lantanoidov oziroma redkih zemelj, ter fluoridov, ki prav tako v velikih količinah niso najbolj zaželeni. Vse to predstavlja možne mehanizme toksičnosti nanodelcev za človeške celice, privede lahko do poškodb tkiv, nevroloških motenj in oksidativnega stresa. Nekaj možnosti za toksičnost pa izhaja iz same strukture nanodelcev. Zdaj, ob prehajanju skozi celično membrano bi lahko okvarili njeno strukturo, notranje celične organele in negativno vplivali na procese, ki se odvijajo v celicah. Zdaj samo kot opomba, tu gre bolj kot ne za teoretične predpostavke, kako bi lahko nanodelci toksično delovali. Je pa dejstvo, da se tudi različni tipi nanodelcev med seboj močno razlikujejo. Naprimer, znano je za nanodelce titanovega oksida, da škodljivo vplivajo na pljučno tkivo ob vdihanju. To pa še ne pomeni, da bodo tudi ti naši lantanoidni nanodelci imeli enak učinek. Predvsem jih verjetno ne bi vdihavali, ampak bi jih aplicirali intravenozno in tudi od tega je precej odvisno, koliko bomo dejansko kot ljudje izpostavljeni njim. Je pa treba v tej fazi razvoja predvideti in preučiti vse možnosti toksičnosti, da nanodelce optimiziramo tako, da kar najbolj zmanjšamo možnost za škodljive učinke. Torej, v svoji magistrski nalogi sem se osredotočila na optimizacijo sinteze zaščitnih prevlek za namene preprečevanja raztapljanja in izboljšanja biokompatibilnosti nanodelcev na osnovi natrijevega itrijevega fluorida, dopiranih z lantanoidi. Z različnimi analiznimi metodami sem preučevala vplive različnih sinteznih parametrov na kakovost sintetizirane prevleke, ob koncu pa smo izvedli še poskuse akutne toksičnosti na celični liniji humanega endotelija. Tukaj sem na kratko navedla nekaj osnovnih podatkov o izvedenih postopkih sintez osnovnih nanodelcev.
V raziskovalne namene smo sintetizirali oba tipa nanodelcev, torej nanodelce s kubično kristalno strukturo in nanodelce s heksagonalno. To so modri, te so rdeče-zeleni, da si lažje predstavljate. Sinteze sta potekale po dveh različnih metodah. Solvatermana sinteza je potekala v avtoklavu. To so taki teflonski lončki, ki jih neprodušno zapremo in potem pri povišani temperaturi v njih naraste tlak in pride do tvorjenja kristalov in kasneje nanodelcev. Heksagonalne pa smo sintetizirali s sintezo z visokotemperaturnim preobarjanjem pri povišani temperaturi. In to je v bistvu vsa čarovnija, kako ti nanodelci nastanejo. Ni neke kvantne fizike, ni potrebnih nekih vesoljskih aparatur, samo pravilni reagenti in pogoji. Tukaj bom na hitro izpostavila samo še, da smo kubične nanodelce sintetizirali v polarnem topilu etilenglikolu, heksagonalne pa v nepolarnem oktadecenu z dodatkom oleinske kisline. To bo pomembno potem, ko bom govorila o sintezi zaščitnih prevlek. Tako, nanodelce, kot sem že omenila, smo pred zlom tega sveta zaščitili sintezo fosfonskih prevlek. In sicer s prevleko iz alendronske kisline ter etilendiamino tetrametilenfosfonske kisline. Če komu uspe to izgovoriti, meni dolgo časa ni. Ti dve spojini smo izbrali, ker sta že registrirani kot zdravilni učinkovini in sta kot taki dokazano varni za človeka. Če ima kdo kakšnega starejšega sorodnika, morda pozna zdravila, kot so Alenax, Fosavans oziroma Fosamax. Alendronska kislina se namreč uporablja za zdravljenje osteoporoze. Kvadrameta pa upam, da še nihče ni imel priložnosti spoznati, se pa uporablja pri zdravljenju kostnih metastaz. Fosfonske prevleke se tako imenujejo zaradi fosfonskih skupin, s katerimi se predvidoma vežejo na površino nanodelcev. Zdaj tako, prevleke smo sintetizirali po dveh različnih postopkih. Pri kubičnih nanodelcih, ki so bili sintetizirani v polarnem topilu, smo prevleko preprosto sintetizirali na golih nanodelcih v vodnem mediju. Pri heksagonalnih nanodelcih, ki so bili sintetizirani v nepolarnem topilu in so po sintezi ostali prevlečeno z oleinsko kislino, to so teli črvički tukaj, pa smo morali le-to pred sintezo prevlek odstraniti. In to smo naredili po dveh različnih postopkih. Eden od njih je metoda izmenjave ligandov, kjer smo v enem koraku odstranili oleinsko kislino ter jo zamenjali z molekulo EDTMP oziroma alendronske kisline. Drug korak pa je z direktno metodo, kjer smo predhodno s HCl odstranili oleinsko kislino iz nanodelca in potem v naslednjem koraku na te gole nanodelce vezali molekule prevleke. V nadaljnjih raziskavah smo nato preučevali tudi, kateri postopek sinteze je bolj učinkovit, torej pri katerem se tvori bolj kakovostna prevleka. Tako, zdaj pa počasi prehajamo iz bolj teoretičnega v praktični del predstavitve. Tako, naši delci so sintetizirani in prevlečeni z zaščitnimi prevlekami. Zdaj pa je potrebno opraviti še cel kup analiz, da preučimo, kakšni so ti nanodelci imajo oziroma so ohranili svoje optične lastnosti, torej sposobnost fluorescence z energijsko pretvorbo navzgor. Ali je med sintezo prišlo do kakšnega zlepljenja nanodelcev v večje skupke, so prevleke zmožne zaščititi nanodelce pred raztapljanjem. To je bilo nekaj raziskovalnih vprašanj, ki smo si jih postavili. No, pa začnimo na začetku, pri slikah naših sintetiziranih nanodelcev. Posneli smo iz metodo presevne elektronske mikroskopije na elektronskem mikroskopu na Inštitutu Jožef Stefan. Z njimi smo si nanodelce lahko dobro ogledali, preučili njihovo obliko in velikost. In zdaj, če pogledamo tako s prostim očesom, vidimo, da so vse tri slike približno podobne, neke sive pike na svetlo-sivem ozadju. In res, s prostim očesom ne moremo ločiti, ali smo sintetizirali nanodelce kubične ali heksagonalne kristalne strukture. To dokažemo potem šele z elektronsko difrakcijo.
tukaj le zgoraj v desnih kotih. Šele s to elektronsko difrakcijo smo dokazali, da smo res s solvotermalno sintezo sintetizirali nanodelce kubične kristalne oblike, z metodo visokotemperaturnega preobarjanja pa nanodelce heksagonalne kristalne oblike. Na tretji sliki pa vidimo, da je pod mikroskopom vidna tudi tanka plast na površini nanodelca. To je plast prevleke, kar potrjuje, da se je le-ta uspešno tvorila. Predvidevamo pa, da se je tvorila v več plasteh, saj samo ene plasti molekul na ta način ne bi opazili. Tako na podlagi teh mikroskopskih slik smo v nadaljevanju izračunali povprečno velikost nanodelcev v posameznem vzorcu in narisali grafe porazdelitve velikosti. Opazili smo, da so kubični nanodelci v povprečju večji od heksagonalnih ter imajo širšo porazdelitev velikosti. Heksagonalni nanodelci so bistveno bolj uniformni, kar je pomembno predvsem pri nadaljnjem razvoju, saj je potrebno razviti take nanodelce in tak postopek sinteze, ki bo dajal čim bolj ponovljive in čim bolj zanesljive rezultate. Za uporabo v medicini mora biti pa tako ali tako vse strogo standardizirano z znanimi velikostnimi intervali. Iz tega se izkaže, da so heksagonalni nanodelci to nalogo bolje opravili. Tako, zdaj sledi najbolj pisan del te raziskovalne naloge, in sicer meritve optičnih lastnosti. To je bil eden najbolj takih zanimivih poskusov, ker se te neskončne posodice prozornih vzorcev po osvetljevanju z NIR svetlobo pobarvajo take lepe pisane barve in končno dobiš potrditev, da je mogoče v teh raztopinicah celo nekaj uporabnega. Torej, na prosojnicah vidite grafe intenzitete fluorescence posameznega vzorca glede na valovno dolžino. Vidimo, da je pri nanodelcih dopiranih s tuljem opazen značilen vrh pri približno 800 nanometrih, kar v praksi pomeni tako sinje-modro obarvanje. Pri heksagonalnih nanodelcih pa vidimo dva vrhova, značilna za erbi. In pomembno tu je, da se sposobnost fluorescence ohrani tudi potem, ko na nanodelce sintetiziramo prevleke, le intenziteta je nekoliko manjša. Prevleka bi na nek način lahko, po domače povedano, zakrila to fluorescenco in tukaj je vsekakor še kar nekaj možnosti optimizacije. V nadaljevanju smo z elektrokinetičnimi meritvami zeta potenciala določali naboj na površini nanodelcev glede na pH raztopine, v kateri so se nahajali. In na podlagi tega smo sklepali, s katerimi funkcionalnimi skupinami so se molekule prevleke vezale na površino nanodelca. To pride v upoštev pri alendronski kislini, ki ima dve fosfonski in eno aminsko skupino. Predvsem pa je zanimivo dogajanje tukaj okoli fiziološkega pH, se pravi tam okoli pH 7,4. In vidimo, da so goli nanodelci tu praktično brez naboja, pričakovano glede na njihovo površinsko strukturo. Pričakovali pa smo, da bodo nanodelci prevlečeni z alendronsko kislino zaradi te predvidene proste aminske skupine imeli tukaj bolj pozitiven naboj. Torej bi bila izoelektrotna točka pomaknjena bolj v bazično. To se ni zgodilo. Predvidevamo, da deloma verjetno tudi zato, ker se je prevleka tvorila v večjih plasteh in je potem težko predvideti. Verjetno so se fosfonske, nevezane in aminske nekako izničile in je naboj praktično ga ni. Pri prevleki EDTMP pa vidimo, da je pri fiziološkem pH naboj močno negativen, kar je pričakovano zaradi vsaj ene, morda pa tudi treh nevezanih fosfonskih skupin na površini nanodelca. In to je zelo pomembno, ker ta velik naboj pri fiziološkem pH pomeni dobro elektrokemijsko stabilizacijo sistema, kar pomeni, da bi se takšni nanodelci neradi zlepljali, če tako po domače povem. Minus in minus se odbija, se pravi, bi bila ta formulacija elektrokemijsko stabilna. Zdaj, analiza naboja na površini nanodelcev in razumevanje, katere skupine so ostale nevezane,
je zelo pomembno iz vidika nadaljnjega razvoja, da vemo, kako lahko te nanodelce še nadaljno funkcionaliziramo in razširimo njihove možnosti uporabe. Zdaj tukaj na tem grafu samo na hitro ponazorim, da so se prevleka alendronske kisline ne glede na način sinteze obnašale podobno. Tako, sledi še en pisan eksperiment. Kot nadaljevanje analiz zeta potenciala smo izvedli tudi Kaiserjev test z ninhidrinom za dokazovanje nevezanih aminskih skupin v vzorcu. In na podlagi teh rezultatov smo lahko posredno sklepali tudi, kako gosto se je tvorila prevleka na površini nanodelca ter po katerem postopku sinteze se je tvorila najgostejša. To smo lahko opazili že vizualno z intenziteto vijoličnega obarvanja. Raztopina, v kateri ni prostih aminov, je ostala rumene barve. Kasneje pa smo to dokazovali tudi spektrofotometrično in kvantificirali. Ugotovili smo, da se najbolj kvalitetne prevleke tvorijo ob sintezi pri povišani temperaturi. Pri višji temperaturi na splošno reakcije potekajo hitreje in v večjem obsegu. To drži tudi v vsakdanjem življenju in sinteza prevlek očitno ni izjema. Tako, zdaj pa se približujemo ključnemu delu in končnemu cilju naših raziskav. Ali so te zaščitne prevleke sploh uspele zaščititi nanodelce pred raztapljanjem. Izvedli smo poskuse v fosfatnem pufru, ki velja za precej agresivnega iz vidika raztapljanja takšnih nanodelcev. Fosfatni ioni pa so tudi v precejšnjih količinah prisotni v človeškem telesu, tako da bi bilo precej neprijetno, če bi ti fosfatni ioni pospešili raztapljanje. Drug medij raziskav pa je bil DMEM, ki smo ga kasneje uporabili tudi kot medij za gojenje celic. Dodali smo mu tudi serum, da smo ga po sestavi čim bolj približali pogojem v človeški krvi. Vidimo, da so prevleke precej uspešne pri preprečevanju raztapljanja v PBS, medtem ko v DMEM raztapljanje nanodelcev ne glede na prevleko ali brez nje minimalno. To bi morda lahko pojasnili s tem, da se v določeni meri spojine, ki so prisotne v mediju DMEM, adsorbirajo na površino nanodelcev in tako delujejo kot neka dodatna zaščitna plast, kar pa ima lahko po drugi strani tudi negativne posledice v človeškem telesu. Tukaj v drugi tabeli vidimo, da so bile pri preprečevanju raztapljanja bolj učinkovite prevleke sintetizirane z direktno metodo. Na koncu, po vseh teh analizah kemizma, smo se lotili še meni najbolj zanimivega poskusa in vitro testiranja akutne toksičnosti nanodelcev. To smo preizkušali na celicah humanega endotelija, torej na celicah, ki sicer sestavljajo ogrodje naših žil. Te bi bile v primeru intravenozne aplikacije ene prvih, ki bi prišle v stik z nanodelci. Poleg tega pa ima endotelij v telesu ogromno površino. In če bi se izkazalo, da imajo nanodelci škodljiv vpliv na te celice, bi lahko bilo to precej neugodno. Celice smo nanodelcem izpostavljali v različnih koncentracijah in v različnih časovnih obdobjih, od 15 minut do 2 dni. Po tem času, oziroma verjetno že prej, bi se nanodelci verjetno že izločili iz telesa, tako da se na tej točki nismo osredotočali na daljše raziskave toksičnosti. Bi bile pa vsekakor potrebne v prihodnosti. Sam poskus smo izvedli tako, da smo celice iz gojišča prenesli v mikrotiterske ploščice in jim dodali vzorec nanodelcev ter barvilo resazurin. To barvilo se v živih celicah, ki so sposobne celičnega dihanja, reducira v rožnato obarvan resorufin, kar lahko vidimo tako vizualno s spremembo barve, kasneje pa smo vse skupaj tudi spektrofotometrično izmerili in kvantificirali. Tukaj samo na hitro predstavljam vzorce nanodelcev, na katerih smo izvedli teste citotoksičnosti in pa rezultati. Vidimo lahko, da po 15 minutah
pri srednji koncentraciji noben tip nanodelcev, ne kubični, ne heksagonalni, ne glede na tip prevleke, ne izkazujejo pomembne toksičnosti. Vidimo, da so statistično povsem primerljivi s kontrolno skupino, ki nanodelcem ni bila izpostavljena. Po 24 urah pa se začnejo kazati prve razlike. Vidimo, da imajo nanodelci brez prevleke bolj negativne vplive v primerjavi z nanodelci, ki so bili prevlečeni, ter s kontrolno skupino. Izstopa pa predvsem prevleka EDTMP, ki ohranja viabilnost celic na nivoju kontrolne skupine po izpostavitvi nanodelcem. In še rezultati eksperimentov po 48 urah. Na podlagi njih lahko zaključimo, da si neprevlečenih nanodelcev nikakor ne bi bilo pametno vbrizgati v telo. Če bi lahko izbirali med prevlečenimi, pa bi najraje izbrali nanodelce prevlečene s prevleko EDTMP. Zdaj tukaj naj samo poudarim, da po 48 urah, najverjetneje pa že precej prej, bi se nanodelci tako ali tako že izločili iz telesa in ne bi imeli teh skrbi, ker smo videli, da po 24 urah toksičnost ni tako signifikantna. So pa te raziskave opravljene zelo na začetku samega razvoja nanodelcev, tako da je potrebno še marsikaj optimizirati, preden bi se kdo odločil zares uporabljati. Tako, prišli smo do konca današnje predstavitve. Naj povzamem samo nekaj ključnih sklepov, do katerih smo prišli pri naših raziskavah. In sicer fosfonske prevleke so v PBS zmanjšale raztapljanje, v DMI je bilo raztapljanje nanodelcev minimalno, ne glede na vrsto prevleke. Pri preprečevanju raztapljanja v PBS sta bolj uspešni prevleki, ki sta bili sintetizirani pri povišani temperaturi. Direktna metoda sinteze prevlek je pri preprečevanju raztapljanja v PBS bolj učinkovita od metode izmenjave ligandov. In citotoksične vplive nanodelcev najbolj učinkovito zmanjša prevleka EDTMP, sintetizirana z direktno metodo na nanodelcih s heksagonalno kristalno strukturo, kar je v bistvu zelo dobro izhodišče za nadaljnje raziskave, saj nanodelci s heksagonalno kristalno strukturo tudi drugače kažejo bolj optimalne lastnosti. Zdaj tako, vsekakor so potrebne še nadaljnje raziskave, najprej še na kakšnih drugih celičnih linijah, naprimer na jetrni, kjer bi se nanodelci verjetno presnavljali, nato pa še na in vivo sistemih. Definitivno ti nanodelci izkazujejo mnogo potencialov za uporabo, tako da upam, da bo v naslednjih desetletjih uspešno registrirano prvo zdravilo na osnovi fluorescentnih nanodelcev z energijsko pretvorbo navzgor. Hvala za pozornost, to je to iz moje strani.